Lepo pozdravljeni. Danes bom z vami delila nekaj informacij bolj podrobnih glede cepljenja proti COVID-19, temi, ki je ta čas in praktično že zadnjih nekaj mesecev zelo aktualna. Cepljenje je tesno povezano tudi z zgodovino črnih koz. Skratka, ljudje smo se uprli tej okužbi zelo uspešno in Svetovna zdravstvena organizacija je 1980 razglasila, da je svet brez črnih koz. Na ozemlju Evrope smo zadnji primer črnih koz zabeležili na Kosovu in v Beogradu leta 1972, ko je črne koze k nam zanesel romer iz Iraka. Takrat smo v zelo hitri masovni akciji cepili več oziroma so cepili več kot 18 milijonov ljudi. Takrat je zbolelo 175 oseb za črnimi kozami, 35 jih je umrlo in več kot 10 tisoč ljudi je bilo v strogi karanteni. Črne koze so dolga stoletja bile smrtonosna bolezen, zaradi katerih je umrla tretjina okuženih, bili so pohabljeni, iznakaženi ali pa slepi. Zakaj sploh cepimo? Kaj je filozofija cepljenja? S klasičnimi cepivi, s tako imenovani delčki mikroba, tistega, ki sicer povzroči bolezen, nekako v telesu spodbudimo tako imenovani imunski odziv, da se kot odgovor na ta vnos tega delčka, ki je z posebnimi tehnologijami oslabljen oziroma mrtev, spodbudimo nastanek imunskega odziva, tako imenovanih limfocitov in posledično nastajajo v našem telesu specifična protitelesa, ki ujamejo povzročitelja, če se z njim srečamo, oziroma tako imenovane celice ubijavke, ki mikrob ubijajo. Definitivno s cepivom nekako si prihranimo izkušnjo bolezni oziroma okužbe, samo odpornost stvorimo proti temu povzročitelju, zbolimo pa ne. V tem času oziroma že nekaj mesecev, 27. decembra bo eno leto, odkar smo v Sloveniji pričeli cepiti proti COVID-19, se soočamo z vprašanji, kako to, da je bilo cepivo tako hitro razvito, kako to, da smo soočeni z tako hitrim razvojem, ko vendarle vemo, da se kandidatna cepiva razvijajo več desetletij, kandidatka pa recimo vsaj 10 let. V času pandemije COVID-19 smo bili soočeni z veliko nalezljivostjo tega virusa, ki je zahteval izreden angažma zdravstvene službe, potrebo po bolnišničnem zdravljenju kar za petino bolnikov in ves svet se je znašel v izredni socialni, družbeni, ekonomski krizi. Zato se je nekako ves svet združil v prizadevanju, tako finančno kot seveda tudi znanstveno, da so pristopili k razvoju cepiv in tudi države so same prevzela vsa tveganja v povezavi s financami, če razvoj ne bi bil uspešen. So pa vse faze v razvoju tega cepiva oziroma cepiv, ki jih danes poznamo, šle čez vse obvezne kontrolne mehanizme, nič ni bilo spregledanega. Trenutno v Evropski uniji in tudi v Sloveniji imamo 4 vrste cepiv proti COVID-19. Dve iz skupine tako imenovanih mRNK cepiv, ki temeljijo na tako imenovani informacijski ribonukleinski kislini. To je cepivo z imenom Comirnaty, ki ga proizvaja podjetja Pfizer-BioNTech, in cepivo Spikevax, ki ga proizvaja podjetje Moderna. Potem imamo pa 2 cepivi iz skupine tako imenovanih vektorskih cepiv, cepivo Vaxzeuria, ki ga proizvaja AstraZeneca, in cepivo Janssen, ki ga proizvaja podjetje Johnson & Johnson. Kaj je skupno vsem tem cepivom? Skupno je, da v telesu omogočijo, spodbudijo nastanek beljakovine konice S, to je tiste beljakovine, ki rečemo strokovno antigen, ki potem omogoči, da v našem telesu nastane specifična obramba v smislu proizvodnje protiteles in celic ubijavk proti novemu koronavirusu. Kaj je to mRNK? Informacijska mRNK posreduje navodila celicam, da izdelajo beljakovine po nekem receptu. Skratka, mi s to tehnologijo naročimo
s posebnim strukturam v celicah, da naj izdelajo točno določeno beljakovino in v našem primeru covidnih cepiv beljakovino proteina bodice S. Kaj pa so vektorska cepiva? Torej, vektorska cepiva pa vsebujejo nek nosilec, rečemo mu vektor, ki je prenašalec informacije v končni fazi, da pridemo spet do beljakovine proteina S. In ta virus, uporabljajo se kot nosilci različni virusi, je tako onesposobljen, da se v našem organizmu ne more razmnoževati in služi samo kot transportno sredstvo. Tehnologija mRNK, torej informacijske RNK, ni nova. Sanje madžarske biokemičarke že koncem 80 let, znanstvenice Katalinka Riko, so se uresničile. Ona je začela že konec 80 let se ukvarjati z idejo, kako bi krmilili naše celice, jih prelisičili oziroma jim naročili, da izdelujejo tisto, kar mi želimo. In razvoj s pomočjo mRNK tehnologije se je dejansko začel za zdravljenje najrazličnejših oblik rakavih bolezni. Potem je ta madžarska znanstvenica emigrirala v Združene države Amerike, patentirala svoj izum. V letu 2010 je izum odkupila Moderna, vse ostalo je zgodovina. Torej, tehnologija mRNK ni nova, stara je več kot 20 let. Če pogledamo tudi, kako smo v Sloveniji v spomladi zbirali denar za posebno aparaturo, ki bi tistim najtežjim bolnikom z določenimi oblikami krvnega raka omogočila preživetje, je dejstvo, da tudi pri tej tehnologiji uporabljamo vektorsko tehnologijo oziroma virusno tehnologijo. Poenostavljeno, da bolnikom z določenimi vrstami krvnega raka odvzamemo njim lastne, tako imenovane T limfocite, jih s pomočjo vektorskih virusov spremenimo, da znajo prepoznati rakave celice, ki jih ima bolnik, in jih potem v teh specialnih aparaturah namnožimo, potem vrnemo bolniku. Torej, to je terapija, zdravljenje, ki je individualno za vsakega bolnika in po besedah predstojnika dr. Sama Zvera na ta način omogočimo tistim najtežje bolnim, najhuje bolnim s temi raki, da jim dodamo leta življenja oziroma celo omogočimo njihovo ozdravitev. Kako shematično delujejo mRNK cepiva? RNK je relativno zelo nestabilna struktura, zato je obdana s takim krožcem tako imenovanih nanolipidnih delcev. Ko mi vbrizgamo cepivo v mišico nadlahti, se ta maščobni delček združi z našo celično membrano, pride do tega, da v celico vstopi informacijska RNK, na posebnih strukturah, ki jim rečemo ribosomi, se po njenem navodilu stvori beljakovina proteine S, pride potem do sprostitve te beljakovine, ki nastopa kot tujek, kot tako imenovani antigen, vzpodbudi naš imunski sistem, da začne tvoriti protitelesa, da se tvorijo kot odgovor na cepljenje tako imenovane spominske celice in tudi celice ubijavke, ki so pripravljene, če pridemo v stik z novim koronavirusom, virus ubiti. Platforma oziroma mehanizem delovanja vektorskih cepiv je prikazan tukaj. Vektorski virus služi kot nosilec, v ta virus je vgrajena DNK, ki nosi informacijo za tvorbo beljakovine bodice S. Tukaj DNK vstopi v celično jedro, se prepiše preko posebnih mehanizmov v informacijsko RNK, postopek potem je enak kot pri platformi mRNK cepiv, pride do tvorbe posebne te beljakovine, do sproščanja v medceličnino in do aktivacije našega obrambnega sistema. Platforma oziroma namen cepljenja, s katerim od covidnih cepiv, je seveda preprečiti okužbo in pa seveda najtežji oziroma težak potek bolezni. In to zagotavljajo vsa 4 cepiva, ki jih uporabljamo v Sloveniji. Torej omogočijo zaščito pred težjim potekom COVID-19, ki zahteva bolnišnično zdravljenje. Zato je iz stališča vsakega izmed nas pomembno, da se cepimo in seveda tudi na ta način
način ne ščitimo samo sebe, ampak ščitimo tudi druge po principu tako imenovane kolektivne imunosti. Kaj je sploh kolektivna imunost, kolektivna odpornost? O tej govorimo, ko je veliko ljudi zaščitenih recimo s cepljenjem v določenem kolektivu. Če je veliko ljudi imunih na povzročitelja, se povzročitelj ne more prenašati, bolezen izveni. In v aktualnem času, ko v Sloveniji prevladuje delta različica, ki je zelo nalezljiva, je ta princip kolektivne imunosti pomemben. Na ta način ščitimo tudi tiste najbolj ranljive med nami, ki bodisi na primer so po presaditvi kostnega mozga, zato ne morejo biti takoj cepljeni, ali so zelo oslabljeni zaradi bolezni, ki jih imajo, ali so mogoče sploh premladi, pa so težki bolniki, da bi se lahko cepili, torej da jih varuje skupnost. Povedati je tudi potrebno, da prototip nalezljivosti delta različice je enak kot velja za nalezljivost noric. Vemo, da praktično vsakdo v svojem življenju norice preboli. Dejstvo, kar se tiče varnosti, je, da nobeno zdravilo, poudarjam pa, da tudi cepivo je zdravilo, ni 100% varno. V Sloveniji imamo tudi svoj regulatorni mehanizem, Agencijo za spremljanje kakovosti nadzora, s kratico rečemo JAZMP, ki spremlja varnost zdravil, ki so v uporabi in seveda tudi vse morebitne dogodke, ki sledijo po uporabi določenih zdravil. Na evropskem nivoju pa je to Evropska agencija za zdravila, s kratico EMA. Definitivno takrat, ko so kandidatna cepiva v predregistracijskih postopkih, v tako imenovani fazi kliničnih raziskav, ki se preizkušajo na več 10 000 oseb, ne moramo vnaprej ugotoviti, napovedati vsega, kar lahko sledi cepljenju. In zato mi rečemo, da se varnostni profil dopolnjuje in seveda se pridobivajo nove informacije, ko je cepljeno več 100 milijonov, več milijard ljudi. Na ta način smo tudi ugotovili, da je z cepljenjem, da so lahko povezane tako imenovani krvni strdki, temu rečemo tromboze, v kombinaciji z nizkim številom krvnih ploščic, da lahko cepljenju sledi tako imenovani sindrom kapilarnega prepuščanja ali pa tudi vnetje srčne mišice oziroma osrčnika. Govorimo o teh tveganjih v statistiki približno 1 na 100 000 cepljenih do 1 na 500 000 cepljenih. Seveda, če kdo od posameznikov, ki so se cepili, utrpi ta neželjen učinek, je za tistega in za njegovo družino to 100%, kajti v statistiki smo vsi samo številke, ampak nekomu smo lahko v svet. Če pogledamo, kaj so neželeni učinki, lahko tudi po zdravilih, ki jih ljudje pogosto jemljemo. Tukaj prikazujemo v bistvu diapazon možnih neželenih učinkov v različnih pogostnostih, od 1 na 1000 do 1 na 10 000, po recimo lekadolu, ki je najbolj uporabljen analgetik oziroma sredstvo za zniževanje vročine v Sloveniji. Vidimo, da lahko utrpimo hude težave, bodisi dihalnih poti, sečil, da lahko v kombinaciji z različnimi zdravili pride do zastrupitve in seveda, če pojemo preveč tega, tudi do smrti. Zato v Sloveniji namenjamo vso skrb in pozornost ozaveščanju ljudi, da so pozorni na morebitne neželene učinke po cepljenju proti COVID-19. Vsaka oseba, ki je v Sloveniji cepljena, dobi informacijo, na kaj naj bo pozorna. V uvodu so opisane težave, ki so pričakovane, splošne, lokalne in izvenijo v dnevu dveh, v smislu glavobola, bolečine na mestu cepljenja, slabega počutja, vročine. Potem pa namenjamo pozornost tem redkim, resnim, neželenim učinkom, ki se pojavijo v nekaj dneh do 4 tednov po cepljenju, v smislu tromboz na nenavadnih mestih, v glavi, v trebuhu, kakšni so znaki, ki lahko to spremljajo v kombinaciji z nizkim številom trombocitov, utrujenost, glavobol, zasoplost, motnje vida, slabost, bruhanje. Prosimo ljudi, da če opazijo te težave, naj kontaktirajo zdravnika.
podobno, če utrpijo tako imenovani zelo redek sindrom kapilarnega prepuščanja, če pride do nenadnega utekanja udov, če pride do nizkega tlaka, če so ljudje omotični in se jim nenadoma zelo poveča telesna teža, ali pa če pride, predvsem je ta zaplet pogostejši pri mlajših moških, do vnetja srčne mišice, osrčnika, kar se kaže s težavami pri dihanju, zasoplostjo, da kontaktirajo svojega zdravnika. Neželen dogodek po cepljenju je vsak po definiciji neugoden medicinski pojav, ki sledi cepljenju in ni nujno v vzročni povezavi. Ločimo tako imenovane tiste pričakovane, že znane neželene učinke, dogodke, oziroma spremljamo tudi vse dogodke, ki lahko sledijo cepljenju in niso nujno v vzročni povezavi, ampak govorimo o tako imenovani časovni koincidenci. Kaj je to resni neželen učinek? Resni neželeni oziroma dogodek, resni neželeni dogodki so tisti, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje oziroma podaljšanje bolnišničnega zdravljenja. Če pride do takega življenje ogrožajočega stanja, če pride do trajne hibe, če pride do prirojene okvare, če pride do pomembnega poslabšanja zdravstvenega stanja in seveda, če po cepljenju pride do smrti. Kakšen sistem imamo v Sloveniji za obravnavo teh resnih neželenih dogodkov? Vse dogodke, ki so prijavljeni v naš sistem, obravnava komisija, ki je sestavljena iz zdravnikov različnih specialnosti, torej iz zdravnikov specialistov različnih strok. Pregleda se z vso skrbnostjo vsa anamneza oziroma opisi zdravstvenega stanja te osebe, seveda, ki so bili tudi pred cepljenjem. Dogodek v časovni povezavi oziroma v kakršnikoli povezavi, kako je prišlo opis tega dogodka in seveda potem se na osnovi preučene vse te dokumentacije in na osnovi spoznanj iz literature poda mnenje, skupno mnenje te komisije o vzročni ali pa o nevzročni povezanosti tega resnega neželenega dogodka s cepljenjem. In za na konec vas vse povabim v poglobljeno pridobivanje informacij za spletne strani cepimose.si, kjer so v različnih teh ikoncah skriti bogati materiali, informacije, ki se dnevno osvežujejo, tako da so realne številke bodisi o cepljenju, o neželenih učinkih, o določenih temah, ki vas še posebej zanimajo, o tem, kaj je to digitalno zeleno potrdilo, v bistvu vsa vprašanja iz tega področja in vabim vas, da spletno stran obiščete.